Zakaj je šele EQS tisti pravi preboj pri razvoju Mercedes-Benzovih električnih avtomobilov? No, to je v našem intervjuju natančno pojasnil kar avtor vseh teh oblik Mercedes-Benzovih vozil, Robert Lešnik, seveda naš rojak, in predlagam, da osvežimo spomin. Logičen korak začeti z SUV-om, torej z višjim vozilom. Ker je bilo to bolj enostavno. Ker je relativno dosti bolj enostavno, kot pa recimo nižji avto, kako integriraš baterijo, seveda. Ampak potem pride seveda tudi en trenutek, kjer je pač treba začeti oblikovati takšne avtomobile. Torej, današnji EQB je inženirsko gledano zgolj predelava že znanega avtomobila. Seveda govorimo o GLB-ju. In tako kot je Robert natančno pojasnil, GLB-ja je bilo razmeroma enostavno predelati v električnega EQB-ja, predvsem zato, ker je to terenec, ker je to avtomobil, ki ima spodaj dovolj prostora, da namestijo baterije. In seveda tudi ta velik prostor tukaj za motor je dovolj velik, ker sem spada bencinski ali pa dizelski motor. In ta električni motor je vsekakor manjši in pričakovali smo, da bomo tukaj dobili zelo veliko prostega, neizkoriščenega prostora, ampak vidimo, da so se inženirji kar malce razkomotili s sestavnimi deli. Seveda pa se tukaj pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno oziroma tehnično smotrno, da bi sem spodaj dodali še kakšno baterijo ali pa dve. Ampak to, da danes govorimo o elektrificiranem GLB-ju, to seveda pomeni, da danes govorimo o izredno prepričljivem malem družinskem terencu. Ampak poudarek je na družinskem. In tudi tega električnega GLB-ja lahko dobite v varianti s 7 sedeži, se pravi s 2 dodatnima ekstra sedežema v zadku. Ampak seveda, glede na to, da je to družinski terenec majhnih dimenzij, to pomeni, da je primeren za družine z manj otroki. No, zdaj v našem primeru lahko povem, da imam 2 najstnika in pa enega 5-letnika. Seveda vožnja odraslih oseb zraven otroškega sedeža nikoli ni prijetna, ampak v tem primeru so moji otroci malce manj jamrali kot ponavadi. Ampak ja, vsekakor se prednosti tega EQB-ja kaže pri tem, kako nameščaš otroški sedež, se pravi otroški sedež, in na tem mestu lahko pohvalimo, da ima izredno dostopne ISOFIX priključke, pa tudi potem, ko sem namestiš otroški sedež, je otroka izredno enostavno pripeti. Pa še ena stvar je, otrok skozi ta široka vrata z nizkim dnom zelo enostavno izstopa in vstopa avtomobil, pa tudi potem, ko se vozimo, ima otrok skozi ta velika stranska okna zelo lep razgled na cesto. Pri tem avtomobilu smo se res še enkrat vprašali, zakaj je danes tako zelo težko dobiti takšne umirjene avtomobile, družinske avtomobile, ki nimajo črnih stropov in ki imajo bolj družinski umirjen značaj. Danes morajo vsi avtomobili biti nekako športni, divji. No. Ta avtomobil je res nasprotje temu, kar se danes večinsko prodaja. Ta avtomobil je tih, umirjen. V tem avtomobilu dejansko res lahko vzljubiš vožnjo na elektriko. Še posebej takrat, ko se voziš pri nizkih hitrostih po mestu. No, ko se voziš po avtocesti, pa seveda je slišati nekaj tistega piša vetra. Ta avtomobil namreč je še vedno terenec, pa čeprav je količnik zračnega upora relativno kar ugoden za takšen tip avtomobila. No in omenil sem seveda, da je tudi terenec ta avtomobil in ja, 4-kolesni pogon tukaj je na voljo, ampak vprašali se seveda boste, koliko zmore. Zdaj, koliko zmore kot terenec na terenu, približno toliko kot GLB. Zdaj, če vprašate, koliko zmore, glede na to, da je to električni avtomobil z 2 motorjema, no, njegova poraba, tako je realna poraba tam 17 kWh in pol, in to zadostuje za realen doseg tam okoli 400 km. Kar opažamo je, da ima kar zanesljiv potovalni računalnik,
Se pravi, tudi če nimate polne baterije, se boste zlahka in brez skrbi odpravili do Celja in nazaj. Iz Ljubljane seveda. Če pa z vprašanjem, koliko zmore, sprašujete, kakšne pospeške ima, pa je to seveda zelo, zelo odvisno od tega, v katerem voznem programu ga vozite. In športni program seveda da veliko od sebe, ampak v nobenem primeru pa ta avtomobil še ne bo Tesla. Ampak nekaj pa zmoti. Namreč kar dolgo je trajalo, da smo se naučili, koliko dozirati stopalke za pospeševanje pa za zaviranje, da se nekako z avtom nekako spoprijateljiš. No, v tem primeru je to kar dolgo trajalo. Nekako so te baterije v tem dnu vozila pokvarile tisto klasično fiziko avtomobila. No in to je tisto, kar nam govori, da ta avtomobil še ni v celoti zasnovan kot električni avtomobil, ampak da je to zgolj predelava v električni avtomobil.